Ko sem pisala post o Beauty Blender gobici, me je Sabina vprašala, kako nanašam tekočo podlago z njo. Ker imam ravno 5 minut časa, preden se moram odpraviti od doma, bo to tako zelo hitra demonstracija. Pa Sabina, se veš, nisem noben vizažist, profesionalec, niti dober amater, tako da vzamem v zakup. Že celo zimo v bistvu uporabljam tole kombinacijo, ker se mi res fantastično obnese. Hidranea riž mi nadvlaži kožo, tako da niso tako te dehidracijske gubice pa koža, ki se lušči, vidne. Načeloma je to veliko pametneje narediti vsaj 15 minut prej, ponavadi spijem čaj ali kar podobno vmes. Danes ni časa, ker bo vsak čas mobitel pozvonil, da moram iti. Jaz si še kar tu majčkeno razprtim po rokah. Takole. Dobro, pretresem Isadorin Wake Up Makeup. Meni osebno je bila za zimo, jaz dam 2 pumpici. Vse mi ostane, ampak kraj vidim, da je več kot manj. Moj odtenek je nič. Na roki toliko segrejem. Majčkeno bom v stran gledala, da se lahko vidim. Tole bom rekla, da kar nisem dala 2 polni pumpici, ker bi drugače tega bilo več. Se že približujem zadnji tretjini te podlage, tako da si lahko mislite, da mi je bila res zelo všeč. Takole. Mogoče prestavim. Da bom zelo videla, kaj delam. Pri meni je brzinsko nanos ponavadi res čisto vse, za kar imam čas. Tako da mora biti to izredno hitro narejeno. Beauty Blender je najbolj varna pot. Podlago pa potrebujem predvsem zaradi rdečice. Čeprav odkar nimam več takih hormonskih težav, je stvar veliko boljša. Če bi imela še vedno toliko aken kot prej, mi lahko verjamete, da nikakor ne bi bila v 1 minuti fertik. Tako pa saj imam možnost, da sem res po hitrem postopku končala. Danes bom samo na hitrico matirala. Tale Revlonov Nearly Naked, jaz imam v 10 Fair. Odtenku je tako res na hitrico kar matira, ampak ne spet toliko, da bi izgledala kejki. Če imam čas, potem med vsako to plastjo pustim najprej 10-15 minut, da jutri čaj ali pa kaj spijem, kremo, potem dam podlago, pa spet pustim vsaj 5 minut, da se res fajn usede in šele potem dam še puder v kamnu, da se vse skupaj fiksira. Načeloma je tako zelo priporočljivo, da na tako kožo, ki jo sem jo vzela praktično vso rdečico, barvo, karkoli dodaš nekaj nazaj. Jaz danes ne vem, če bom imela čas, ampak poizkusimo, ker šla sliko. Ker nimam časa, bo to po hitrem postopku narejeno. Cer ta njihova kontura je meni tako, no, to je meni pač pretoplo. Zaradi tega mi ta komplet ni ravno najboljši, ampak za nek blag vsakodnevni videz bo že v redu. Včeraj sem na kavi z beauty blogerkami pred Aidinim eventom ugotovila, da spet nimam maskare, ker to so načeloma pri meni vsakodnevni 5-sekundni skoraj make-upi. In tako da sem samo skočila v Namo in na hitrico kupila novo maskaro. Vzela sem Art Deco
če zaradi tega, ker pri njih vem, da je verjetnost za reakcijo minimalna. Buržvaja pač v nami ni, drugače bi vzela njihovo, ker mi je zelo všeč. Tako da še to na hitrico. Kar brez vihalca, ker ni časa za to. Kaj šele za... kakšna senčila ali kaj podobnega. Se spomnite, ko sem pred parimi dnevi povedala v New In video posnetku, da mi redko katera maskara dvigne. In potem grem v trgovino in kupim maskaro, ki dejansko, to je All-in-One Panoramic Mascara, dejansko dvigne. Ni to zdaj super dvig, ampak lušen. Danes imam samo še čas. Se pravičujem, moram malo gledati, koliko je ura. Da poberem vsaj nekaj. Danes bom šla z Revlonom Just Bitten. Honey Juice odtenkom. Ker je enostavno zanesti in ravno toliko časa imam. Mislim, da bo to kar to. Moj prevoz bo vsak čas tukaj, tako da se moram res na hitrico odpraviti. Za kaj drugega danes nimam časa. Tako da je to to. Kmalu se pa spet slišimo. Dio!